Živijo, malo zamujam, tehnične težave. Nisem vedela, da se ne da, kar neka nova pravila na YouTubeu in na Facebooku, tako da sem mogla še inštalirati določene stvari. V glavnem, vsak petek sem se odločila, da bom odgovorila na najpogostejša vprašanja, ki jih dobim oziroma ki se pojavljajo v svetu nohtnih stilistk. Tam streamam za Instagram, tukaj za Facebook, tako da to je pa improvizacijski studio, ki me je skoraj ubil zdaj v živo. Tako da tja gledam za Instagram, tukaj za Facebook. YouTube pa je čez 24 ur, ko mi odobrijo live streamanje ali kaj, ne vem, nijam pojma. V glavnem. Vprašanje je bilo, če lahko na enostaven način razložim, kako deluje gel za nohte. In to lahko razložim na način, kako v bistvu deluje sama polimerizacija gela. Obstajajo 4 stopnje, ampak preden pridem na te 4 stopnje, bom najprej povedala, da v bistvu to velja za vse v bistvu tehnike. In te tehnike so od akrila do gela, dipa, poligela, verjetno sem še kaj pozabila. In ja, v 4 stopnjah se v bistvu odvija ta polimerizacija. Pravilen izraz je polimerizacija, kot ste že ugotovili, in ne, lahko rečeš dejansko tudi strjevanje, ker se fizično spremeni, ni pa prav, ne razumem, kaj reče sušenje, ker nima veze s sušenjem. Sušenje, ne vem, kaj še uporabljajo, pač sušenje, polimerizacijo uporabljajo res zelo malo edukatorjev nohtnih, kar bi bilo, jaz ne vem, jaz mislim, da je prav, da uporabljamo pravilne izraze, če smo strokovnjaki na tem področju. Tako da sušenje za moje pojme ni pravilen izraz, strjevanje pa ajde, zato ker se strdila, pač gre iz gela v trdo obliko. Zdaj bom najprej pokazala te 4 stopnje, kako izgledajo. Takole bom narisala 4 kvadratke, še na Instagram. In v prvem bomo videli fazo, kjer je 100% monomer in 0% polimera. Evo takole. Ko imamo samo monomer, se vidijo tele pikice, molekule so posamezno. Potem naslednja stopnja je, ko gre za 10% polimerizacijo in sicer to potem izgleda takole. Ko se molekule že začnejo vezati v posamezne verige, 50%, ko je 50% molekul že povezanih v verigo in potem 90%, kar je zaključena polimerizacija. Ja, nikoli ne pridemo do 100% polimerizacije. Evo, takole. In ta zadnja slika nam pove 10% monomerja in 90% polimera. 10% monomer. Evo, takole. Pri polimerizaciji je značilno to, da začne se ful na hitro, to se pravi, verige se začnejo zelo na hitro tvoriti, potem pa se rapidno zmanjša
Zakaj? Ker vidimo, tukaj je veriga povezana, a ne, in molekule potem zelo težko najdejo začetek oziroma konec te verige, molekule težko najdejo konec te verige in ne morejo se več gibati okrog, ne. Zato je ta polimerizacija potem rapidno se zmanjša. Tako da v bistvu imamo prvo stopnjo, prva stopnja se zgodi v 10 do 15 sekundah. Ne? Prva stopnja se zgodi v 10 do 15 sekundah in takrat se spolimerizira 25% molekul, se poveže v verigo. Tu vidimo tako, da v bistvu začne material se starjevati, a ne? Potem imamo pa drugo stopnjo, ko pa se 50% v bistvu gela, materijala, akrila, kakorkoli, to sem že na začetku rekla, spolimerizira. Takrat kot nohtni stilisti to vidimo, da je noht čist trd, a ne? In takrat tudi začnemo nohte piliti, to se pravi, ne, jih oblikuješ. Ampak, sam pa vednost, to je samo 50% spolimeriziranega gela. Ni v celoti še spolimeriziran gel. In to je čisto napačno prepričanje, da takrat, ko damo ven iz lučke, mi mislimo, da se je gel spolimeriziral do konca, ne, žal se ni. Ampak polimerizacija se nadaljuje potem še naprej, stopnja 3, v upanju sicer, da pride do te polimerizacije. Če pride do te polimerizacije, takrat je gel, nohti so trdi, ne lomijo se, ne krušijo se, obstojni so, ne. Vkolikor pa se ta tretja stopnja ni zgodila, takrat pa pride do lomljenja gela, odstopanja gela, do razbarvanosti, rumeni nohti postanejo, gel ima čudne fleke in to pomeni, ne, da takrat pa ta stopnja, tretja stopnja ni bila do konca. To se pravi, da smo imeli podpolimeriziran gel, undercut, ne, ni se do konca spolimeriziral gel. Kar je ful problematično za stranke in pa tudi za nas. Ker če gel ni spolimeriziran do konca, to se pravi do teh 90%, nastanejo alergične reakcije. Pač to je pri strankah prisotno, ko pride do vnetja obnohtja in pa potem lahko smo tudi mi alergične, zato ker mi to pilimo, ne, in mi pilimo gel, ki je nepravilno spolimeriziran, ker ni spolimeriziran do konca in to vdihavamo oziroma nam pada prah na roke in tako postanemo zaradi tega alergičen, zato ker se gel ni spolimeriziral do konca. Potem imamo pa še četrto stopnjo. Četrta stopnja se pa nadaljuje še, ugajte koliko časa? Več tednov, 2-3 tedne. Se nadaljuje teh 5 do 7% gela se še polimerizira. V tem času, ko stranka že gre, ne. Tako da, in pride do stopnje 90, kakor sem tle gor že narisala, ne, do 90%, ker do 100 ne more priti, ker se te molekule že več ne more premikati. Upočasni se to gibanje in zato se upočasni tudi ta polimerizacija. Tale tretja stopnja, ne, zakaj se ne zgodi? Lahko se ne zgodi, ker ne uporabljamo prave UV lučke. Vedno moraš, priporoča se, da vedno uporabljaš UV lučko, LED lučko, ki je namenjena za tisto blagovno znamko. Kajti blagovne znamke so si, pač oni testirajo svoje gele z svojo lučko, ne? In če imamo mi eno XY lučko, se zna zgoditi, da gel ni spolimeriziran do konca in lahko prihaja do teh težav, kot sem jih naštela. Gel odstopa, gel poka, gel je obarvan in prihaja do alergijskih reakcij. To se pravi, kaj smo se naučile, da govorimo, da se polimerizira gel,
da se molekule med sabo vežejo v verige, da pride samo do 90% polimerizacije in da imamo 4 stopnje polimerizacije. 50% je šele spolimeriziranega gela takrat, ko mi začnemo piliti, potem pa se še to nadaljuje. In vse to velja enako za akril. UVA žarki so vzvod, motor polimerizacije gela v lučki, če pa uporabljamo akril, takrat je pa ta vzvod v bistvu toplota okolice in pa toplota strankinih rok. Tako da in akril, in poligel, in dip, gel, vsi potekajo po istih postopkih, polimerizacija poteka po istem postopku. Edina stvar, ki ne poteka s procesom polimerizacije, je navaden lak, saj ta pa se v bistvu suši s tem, ko se izhlapevajo topila. Evo, to je to za današnji dan, za petkov dan. Dobro jutro, polimerizacija, nekaj novega smo se naučili. Če imate kakršnokoli dodatno vprašanje, mi ga napišite, oziroma če vas kaj teži, bom naslednji petek odgovorila na njega. Tako da lepo se imejte, Instagram. Čau!